kot da smo mi na pol kriminalci, ki si nekaj izmišljujemo. Če ti 10 let prosiš na kolenih, a bi lahko prosim več delal za isti denar, ne? Pol ne vem, a je to res pohlep. To je zdravljenje na osnovi napačne diagnoze. Jasno, da ne morejo teh 6 narediti to, kar je prej naredil 14. Dober dan in lepo pozdravljeni v podcastu Info 360. Vodim ga Brigitte Ferlič, pridružil pa se mi je gost, izkušeni maksilofacialni kirurg dr. Aleš Vesnaver. Dr. Aleš Vesnaver se z implantologijo intenzivno ukvarja že več kot 15 let. Poleg vodenja zasebne kirurgije Vesnaver je bil do leta 2023 zaposlen tudi na kliniki za maksilofacialno kirurgijo v Ljubljani. Tam se je ožje usmeril v čeljustni sklep in vodil razvoj tega segmenta kirurgije, ki do leta 2000 praktično ni obstajal. Na kliniki se je ukvarjal še z zdravljenjem obraznih nesorazmerij, kirurgijo poškodb obraza, oralno kirurgijo in lasersko kirurgijo. Je tudi predsednik razširjenega strokovnega kolegija za maksilofacialno kirurgijo. Gospod Vesnaver, lepo pozdravljeni. Dober dan. Zelo sem vesela, da ste se udeležili tega današnjega podcasta, ker smo kar nekaj časa iskali maksilofacialnega kirurga, ki bi prišel v studio pojasniti ozadje zadnjih velikih težav na tem področju, pa so se vsi nekako izmikali temu srečanju, ker pravijo, pa saj smo stalno zdaj na tapeti, stalno se nas prikazujejo v negativni luči. Dajte mi majčkeno več povedati o tej negativni luči. Kaj se dogaja? Ja, se pravi, negativna luč, jaz to gledam nekako tako, da se poskuša krivda oziroma odgovornost za nastalo stanje prevaliti čisto na naša ramena. A ne? S tem, da dejstva pa so, da smo mi že leta dolgo opozarjali na res slabo stanje prostorov in opreme na kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo in tudi na to, da so premejhni programi, a ne, kaj to pomeni, ne? Recimo, ko sem jaz pred 3 leti dal odpoved, sem jo dal zaradi tega, ker enostavno nisem mogel operirati, a ne? Vi ste tedaj prav rekel, da ste bili zafrustrirani, ker niste mogli delati tako, kot bi želeli. Točno to. Glejte, operacije čeljustnega sklepa so tako kot vse ortopedske operacije, takega tipa, ki niso nujni. Skratka, to so v glavnem kronični pacienti. In prvi, ki bo odpadel iz kirurškega programa, je tak pacient. Se pravi, če pride kaj bolj nujnega, tak pacient odpade. In ker so pri nas programi zelo ozki, se pravi, ne moreš kar dodajati pacienta v gor po mili volji, je bil recimo moj pacient v ponedeljek ob 2 programiran za operacijo. Prišla je poškodba, ta pacient je odpadel. In potem sem moral jaz priti k njemu v sobo in mu razložiti, lejte, oprostite, ampak odpadli ste, bili ste težki cel dan, vem, da ste si vzeli dopust za to, da ste se lahko prišli operirati. Danes ne boste v sredo, prosim, počakajte do srede. In potem se je v sredo zgodilo isto. A ne? In potem sem moral spet priti do tega pacienta in mu spet razlagati in potem razvršiti vse to v urnike, kdaj bi spet lahko prišel. In to se je ponavljalo in ponavljalo. To se je nalagalo in potem koliko takih dogodkov se je naložilo? Ob temu, da smo imeli mi eno operacijsko, ki je delala ves dan, pa še eno operacijsko, v kateri smo delali enkrat tedensko in smo prosili vodstvo, lejte, mi bi radi delali več. Za isti denar bi radi delali več. Prosim, dajte nam še en program, da bomo lahko en dan delali izključno čeljustni sklep, da se ne bo to skozi zatikali. To smo prosili 10 let. Jaz sem si potem takrat k sreč zlomil nogo pred 3 leti in sem imel doma sploh čas razmišljati, kako je tole nevzdržno, ker jaz od tega, ker moraš skozi takele frustracije doživljati, jaz sem slabo spal, ves čas sem bil nerazpoložen in tako in pol sem v bistvu videl, da če bo to šlo še malo naprej, da se mi bo nekaj zgodilo, zdravstveno mislim, ker skozi živeti v taki napetosti se ne da. In pa sem še enkrat prišel na kliniko in sem prosil, dajte, lepo vas prosim, samo omogočite, da bo še en dodaten program, pa vstanem, drugače bom pa šel, ker ne zdržim več tega.
Ni se dal in pol sem jaz takrat šel. In sem šel zelo z žalostnim občutkom, ampak po drugi strani pa zdaj vem, da sem se prav odločil, ker sem začel spet dobro spati, nisem več stalno zafrustriran, ker proti temu sistemu se pač žal ne moreš boriti. Ampak zdaj slabo spijo vaši, rečemo, pacienti, a ne? Pacienti vaših kolegov, ker ste vsi odšli. Ne vsi, odšli ste najbolj izkušeni, 5 najbolj izkušenih maksilofacialnih kirurgov. Ja, ker poleg Tadeja Dovška pa Vojkota Didanoviča, ki sta odlična onkološka kirurga, so odšli še Žiga Kovačič, David Vozič pa Mojca Knez, ki so bili tim za ortognatske operacije, se pravi za operacijo obraznih nesorazmerij in pa tudi za čeljustni sklep. To so bili moji učenci v bistvu. Ne? In zdaj vse to je šlo. Kakšnih posegov torej zdaj trenutno ni več oziroma se ne izvajajo na maksilofacialni kirurgiji v UKC? Izvajajo, mislim, še vedno je iz vsakega področja ostal nekdo, ki ga zna, ampak zdaj to niso več timi, ampak so sam še posamezniki in to je zelo težko in jasno, lejte, sej, osnovnošolska matematika je, ne, da je 6 bistveno manj kot 14. Se pravi, prej nas je bilo 14 septembra 23, do septembra 23 nas je bilo 14 specialistov. Zdaj je pa 6. Ne? Jasno, da ne morejo teh 6 narediti to, kar je prej naredil 14. Kaj se potem dela? Ne dela se toliko težkih stvari, dela se več zobnih ekstrakcij, recimo, tako da točke nekako štimajo. To so točke za pridobivanje, da oddelek dobi naziv kliničnega oddelka. Vsaka operacija je točkovana. Vsak poseg je točkovan in seveda ti lahko narediš 2 težja posega ali pa 10 lažjih, točke bojo iste. Na papirju konec koncev bo izgledalo enako, v resnici pa ne. In to je zdaj stanje, ki je nažalost na kliniki. Gospod Vesnavar, dajte mi opisati eno tako težko operacijo, dajte mi opisati eno onkološko operacijo, dajte jo predstaviti, prosim, tako plastično, da bo poslušalci razumeli, kaj vi pravzaprav ste počenjali, kako taka operacija izgleda, koliko ljudi mora biti pri taki operaciji prisotnih. No, te vrhunske onkološke operacije v področju obraza oziroma glave in vrtu, ki so jih delali skupaj Vojko Didanovič, Tadej Dovšak pa Luka Prodnik, pa seveda pol tudi še mlajši kolegi, ki so jih učili, to izgleda tako, če imaš ti neko rakasto tvorbo v ustih, na obrazu je treba to rakasto tvorbo zdravo odstraniti. Že ta operacija je zelo zahtevna na obrazu, ker to moraš tako odstraniti, da narediš čim manj škode na sosednjih tkivih. Poleg tega moraš pa iz vratu odstraniti še bezgavke, kamor se to drenira. In to so zelo filigranske operacije. In potem ob koncu te resekcije onkološke ostane pacient z veliko luknjo v ustih. V starih časih se je potem to kar zaprlo, bil tak pacient po stran, pa v čeljusti mu je manjkalo, ampak karcinoma pa ni več imel. Koliko je to v starih časih, samo da se navežem? Se ni toliko staro, to je recimo 25-30 let nazaj. Zdaj se pa tako naredi, da ko en tim, se pravi 3 kirurgi delajo tlele gor, 3 kirurgi dol na nogi jemljajo kost, bodi si tole mečno kost, bodi si tlele iz črevnice, se pravi iz medenice, vzamejo kost z žilo, ki jo prehranjuje, ker ne moreš ti kar enega velikega kosa tkiva vzeti pa ga presaditi, ker bo tisti kost crknil. Moraš ga vzeti skupaj z žilo in potem se žile doštukajo na žile na vratu, tako da je to spet prekrvavljeno in se da noter tja, kjer je bil defekt. S tem, da se to zdaj že na računalniku se naredi virtualno planiranje, tako da se že prej točno ve, kje bo kost odrezana, ki bo šla ven in se potem na nogi to kost pravilno na več mestih zareže, da se potem, ko se to da noter, ko se kost, ki je zarezana že prej, paše noter, tako kot bi rekel, kot Lego kocke. To je 3D planiranje, ne? Ja, tako da dobiš potem pravilno obliko tega,
To se potem pusti, da se zaceli, ne, to se sestavi potem s ploščicami in čez več mesecev lahko pacient potem v to kost dobi zobne implantate in dobi potem spet tudi zobovje nazaj, tako da je tudi funkcija povrnjena. Ne. Taka operacija traja nekje 8, 9, 10 ur. A ne. Ampak čez kakšno pot mora iti maksilofacialni kirurg, da sploh postane maksilofacialni kirurg in da je sposoben take operacije? Ja. To je najdaljša pot v medicini. Ja, mislim, da je to najdaljša specializacija zaradi tega, ker je pogoj za njo, zdaj tudi, ko sem jaz študiral, še ni bilo. Jaz imam narejeno samo medicinsko fakulteto. Zdaj pa vsi, ki postanejo specialisti, morajo imeti medicino in dentalno medicino, se pravi medicino in stomatologijo. Ne? Zaradi tega, ker sta obe dve področji tukaj prisotni in moraš biti v obeh področjih zelo domač. Ne? Potem je specializacija, ki traja 6 let. Za časa specializacije moraš narediti tudi drugo fakulteto, se pravi, lahko priješ noter iz dentalne medicine, moraš narediti še medicino, oziroma če priješ iz medicine, moraš narediti še dentalno medicino. Pol je pa tako, ne? Govoriva minimalno 11 let, ne? Plus potem še... Ne, se pravi, 6 let traja študij medicine ali pa dentalne medicine, pol pa v teh 6 letih, ja, to je 12 let vsega skup, ne. S tem, da takrat, ko ti končaš specializacijo, se ima že naziv specialist, ampak preden rataš res domač za posegi, pa tako traja pa še 3 do 5 let, da lahko njene področja suvereno operiraš. Tako da je kar dolga pot, ne. Je pa to taka zelo lepa veja kirurgije. Delaš na obrazu, lahko tudi v ustih, v nosu. Mislim, vse to področje ti je domače. Lahko delaš velike operacije, kot so onkološke, lahko se usmeriš, pa delaš manjše. Jaz sem pač začel čeljustni sklep delati, ker sem imel tudi veliko veselja in je lepo področje, no. In na tako področje greste ponavadi bolj entuzijasti, veliki garači, ne? Ja, bi rekel. To področje ni za vsakega, zato se čudim oziroma se sprašujem, kaj vse mora iti v tem procesu narobe, da potem tako področje zapustite, ker ko ste van vložili toliko nekega truda, toliko neke energije, pomagali toliko pacientom, znate veščine, ki jih drugi ne. Kaj pohlep pravijo, da je tisto, ki vas odvrne. Ja, to je najlažje reči. Vedno je ta denar. Jaz ne vem, zakaj, kako da ni že dolg čas ljudem, da nam vedno iste etikete probajo nalepiti, ampak tle niti eden od nas ni šel zaradi denarja. Vsi smo šli zaradi pogojev dela in zaradi odnosa. Zdaj, če ti 10 let prosiš na kolenih, a bi lahko prosim več delal za isti denar, pol ne vem, a je to res pohlep. Pač vidiš, da pacienti niso podelani, stalno si v frustraciji, ne moreš delati, ti gre to malo na živce. Pri Vojkotu in Tadeju vem, da so zdaj so imeli na koncu težave, ker so stimulator za tale hipoglosni živc, skratka, za paciente, ki smrčijo, ki imajo to prav obstruktivno nočno apnejo, se pravi, ker so taki smrčači, da se dušijo celo noč, kar je zelo škodljivo za celoten organizem, se da lahko stimulator za en živc, da so tukaj mišice bolj napete, da ne prihaja toliko do tega dušenja po noč. Vse papirje so imeli, vse je bilo, ampak tega ni šla stvar naprej, nikamor se stvari ne premaknejo, ne moreš nabaviti. Pa kako je to mogoče? Ste prišli v tem času do kakšnega odgovora? Kako lahko moleduješ 10 let ali pa toliko časa za neko stvar, pa se ne da nič rešiti? Ja, kakor jaz gledam na stvari, ni problem v zdravstvu, da so dolge čakalne vrste, pa da se stvari ne naredijo. Ni krivo to, da ljudje tudi popoldne delajo, ker ti, da si lahko popoldne delal, si moral podpisati, da se obolus tvojega dela v rednem času ne bo zmanjšal in se je to tudi preverjal. In konec koncev tudi na vseh klinikah se
pejte pogledat, so te programi doseženi, ne vem, 95%, 100%, 110%. Težko rečeš potem, da zaradi popoldanskega dela stvari zastajajo. Stvari zastajajo, ker je neurejeno financiranje. Stvari niso dobro plačevane, ni dovolj denarja za posege, premalo posegov je planiranih na leto, a ne? To se ne popravlja. V drugih državah je tako, da so vsako leto pogajanja z zavarovalnico, koliko bo naslednje leto teh posegov in se to sproti prilagaja. Pri nas tega ni. Ne? Je to, kar so eni pavšali in potem... Kaj po vašem je tudi zdaj pospešilo te odhode? Je to res novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je pospešila poleg teh odnosov, ki so se nalagali skozi leta, to nezadovoljstvo? To je bilo pa tudi, seveda, ker prvo je čisto načelno, da ti nekdo ves čas tumba, da si kriv, da nekaj narobe delaš, da si ti kriv zaradi tega, da se podaljšuje čakalne vrste, ob tem, ko v službi daješ vse, mislim, v javni bolnici daješ vse od sebe, pa še popoldne nekaj delaš, že to te psihično bremeni, verjemite mi. Pol je še druga stvar, ne? Prej spodbujano je bilo to popoldansko delo. V to smo vsi vložili kar nekaj energije in konec koncev tudi kar nekaj financ. Vsi smo imeli opreme v ambulantah, ki smo jo pridobili tokom let za kar velike denarje. In potem ti nekdo reče, zdaj pa ne smeš več delati. Iz čist nekih ideoloških vzrokov. Ne? Veste, vi ste na kliniki tudi nekako poskušali neko zasebni tržni del ustanoviti, pa tudi potem to se je nekako sfižilo. Ne? Na kliniki smo imeli samoplačniško ambulanto, mislim, da je 15 let, v kateri smo delali zobne implantate, ki so pomemben del našega dela. In zobni implantati so praktično vedno in tudi povsod po svetu samoplačniški, razen v enih ozkih določenih primerih. To je nadstandard, ja. Ja, in potem pa, ne vem več točno, kako je bilo, ampak ni se dal, zaradi teh zakonov pa pravil, se sester ni dal dosti v redu plačevati, da bi bile zainteresirane noter delati in pa so morali ambulanto zapreti. Ne? In je velika škoda. Ne? In take stvari se neprestano dogajajo. Ne? Zdaj, po odhodu teh kirurgov ste bili vi tisti, ki ste bili, kot ste že uvodoma omenjali, za vse krivi. Zakaj se je javnost tako skušalo predstaviti, da ste vi rak rana problema, ne pa del rešitve? Ja, to se pa tudi jaz dostikrat sprašujem, ker tle sem prav videl, jaz temu pravim konfabulatorno novinarstvo. Ne? Če ti če se obtožiš dva moja kolega, ne? Konkretno Dovška pa Didanoviča, da imata svojo kliniko in to kar na Dnevniku, ne? S tem, da je to laž, ne? Ona nimata svoje klinike, potem da se piše, da ste zaslužkari, da smo zaslužkari, da je gled le za vprašanje, imaš enega Ferrari ali dva, veste, to so res nesramna natolcevanja, ne. S tem, da se z bicikli v službo vozijo, pa en avto imajo doma, ne. Veste, to je res slabo in mislim, da je to posledica tega pač, ker se išče nekega drugega krivca, ne. V Sloveniji je tako, da zelo težko kdo prizna, tlele sem pa jaz malo zafrknil stvar. Ne? Vedno se rajš pokaže prst na drugega. In tukaj, da sem jaz že enkrat v delopisu tole prepoved popoldanskega dela, ne? To je zdravljenje na osnovi napačne diagnoze. Se pravi, diagnoza tega, da je krivo popoldansko delo, zato da so čakalne vrste, je pač napačna. In če ti zdraviš nekoga pod napačno diagnozo, ga ne boš nikoli pozdravil. Ne? In tukaj se tudi vidi, ko se je začela ta novela uresničevati, tega nove zdravstvene... Novela zakona o zdravstveni dejavnosti. Dejavnosti. Je veliko ljudi dal odpoved v javnih bolnicah, ko so rekli, zdaj imamo pa že res dosti tega. Ne? Saj to se je pričakovalo, ne? To ni bilo nič nepričakovanega. Saj so vse institucije opozarjale, tudi zdravniška zbornica in tako naprej. Vsi smo opozarjali, ampak tam so lagodno rekli, da to bo malo zanihali, ne? Da bo to nihajček navzdal. Zdaj pa imajo nihajček. Ne? Jaz ne vem, zakaj je to bilo sploh potrebno. Ker to je popolnoma
ideološko naravnano. Tle ni nobene praktike, no. Tle ni, da bi nekdo res naredil analizo, aha, tole je krivo. To so začeli najprej govoriti Dušan Keber, Jaša Jenull in tele Glas ljudstva. In to se je potem kar prijel. Če bi pa naredili resno analizo, bi videli, da to ni vzrok. Mogli bi narediti resno analizo o tem, koliko ste vi v resnici na kliniki naredili, kaj sploh delate. So se po javnosti tudi pojavile govorice oziroma ne govorice. Sedanja predstojnica je rekla, da pravzaprav se zdaj, ko ste vi vsi učili, celo več zob spuli. In potem javnost dobil vtis, da vi pulte samo zobe v resnici, ne pa delate takih operacij, kot ste jih prej omenjala. Ne? Ker, tudi obtožbe so bile na prejšnjega predstojnika, dr. Dovška, da je namenoma delal čakalne dobe. Ne? To je tudi zelo za nos privlečen. Kar je on naredil, je rekel takole: mi nismo klinika za zobe pult, ampak seveda so pa rizični pacienti, ki potrebujejo puljenje zoba, kot so onkološki pacienti, taki, ki so bili obsevani z multiorgansko odpovedjo, ki si jim je treba zobe odstraniti. Za take paciente moramo mi imeti ambulanto. Zakaj pa vsi pacienti hodijo na maksilofacialno zobe pult, je pa tole. Splošni zobozdravniki, ki bi vendar morali pult zobe, dobijo to tako slabo plačano od ZZZS-ja, da niso zainteresirani sami pult. In potem pošiljajo paciente naprej. In potem namesto, da bi bili ti pacienti na primarnem nivoju oskrbovani, kot v vseh normalnih državah, pridejo v terciar, v najvišjo kliniko, v najvišjo inštitucijo tega področja v državi, zato da se jim pult zobe. To je resna norost. Ne? In resna... To je tak sistemski problem, ki bi ga morali na nek način nasloviti, pa bi bilo imeli že nekaj rešenega. To, da se več zob zdaj pulja, čudovito. Mislim, če bo to usmeritev naše klinike, pa sem kar vesel, da sem šel. Pa sem bil včasih zelo žalosten. Prej ste omenjali ta nihaj, v katerem je ministrica za zdravje takrat pri sprejemanju te novele meni ga v intervjuju za Sobotno prilogo takratno rekla, da bo sistem zanihal. No, ta nihaj je zdaj najbolj problematičen prav na maksilofacialni kirurgiji, kjer je seveda malo maksilofacialnih kirurgov. Ja. Dajte povedati pacientom, kaj to pomeni res konkretno za njih. Kaj pomeni za nekoga, ki trenutno zboli za rakom na čeljusti, na obraznem delu, kaj ga čaka? Ali se bomo vrnili v tiste, kar ste prej rekel, preteklost, ne tako dolgo nazaj, 25-30 let nazaj, da se te stvari ne bodo več zdravile na ta način? Ja, to vam težko povem. Jaz vem, da kolegi, ki so ostali, da so vsi zelo požrtvovalni, zelo delavni, ampak kako nadomestiti manjko 4-5? Jasno pa ne moreš, pač z manj ljudmi ne moreš doseči tisto, kot z več ljudmi. Ne moreš takih številk ljudi obdelati. Mene zdaj, jaz imam zdaj zasebno ambulanto, mene zdaj tedensko kličejo razni pacienti, da so, če jaz vem, na koga se lahko obrnejo, da so kar obviseli v zraku, da jih noben ne pokliče, da čakajo. Torej niso dobre napovedi za paciente, ne? Jaz sem že pred dobrim mesecem na Ljubljanski klinični center naslovila vprašanja o tem, kakšne so zdaj čakalne vrste, če so se kje podaljšale, koliko pacientov pravzaprav so morali prestaviti, pa odgovorov še nismo dobili. Je pa Marko Jug, direktor UKC Ljubljana, v intervjuju za Mladino pred nedavnim kar optimistično povedal, da na področju maksilofacialne kirurgije, da se sicer ta odhod 4 zdravnikov pozna in se ne glede na to s tem odhodom preveč ne ukvarjajo. Tisti, ki so odšli, je tako rekel, so se tako odločili iz ekonomskih, političnih, življenjskih ali kakršnih koli že razlogov. Tisti, ki so ostali, pa so zdaj veliko bolj predani zdravljenju in ljudem. To je kar velika budica za vas. Torej, vi niste bili predani zdravljenju in ljudem, ali kako? Ja, to pač to so take znane floskule, ki sem jih že slišal večkrat. Se kaj pa če reči, konec koncev. Ja.
Jaz še enkrat poudarjam, da tle smo bili na našem oddelku, smo bili res entuzijasti in smo se res posvečali pacientom, posvečali zdravljenju, uvedli nove metode, se trudili, ampak potem je pa prišlo do ene točke, ko si videl, da vse to vodstvo ni kaj preveč važno, ker ko smo pa mi prosili, dajmo prosim še tole, pa ne zaradi tega, ker bi hoteli imeti več denarja. Sploh ni bil to problem. Hoteli smo več in bolj pravilno delati, tle se je pa ustavili. To se pa ni nič več dalo. Tako da takile odgovori, jaz si pač svoje mislim. Ni se pa dalo, ker je bil posredi denar. Torej, zavarovalnica verjetno tista, ki drži za vrat tudi vodstvo seveda kliničnega centra, ker je budžet, proračun omejen. Tako. A obstaja kakšna rešitev za to? Po tem, ko zdaj delate tudi v zasebništvu, imate malo širši uvid, obstaja kakšna rešitev, da se bi te zadeve dale rešiti? Ja, po moje, če bi bilo tako, kot je v bolj razvitih oziroma bolj razumsko naravnanih državah, da bi bilo vsako leto pogajanja z zavarovalnico, da bi se res pogledali, kateri posegi so potrebni, koliko stanejo določeni posegi, ker pri nas je tako, ne? To je meni pravil dr. Dovšak, ne, z temi onkološkimi operacijami. Ne. To je tako slabo financirano in tako slabo domišljeno, ne, da oni so z vsako onkološko operacijo, mislim, da naredili 20,000 evrov izgube. Pa si to razložite. Se pravi, več, kad delaš, večjo izgubo delaš. Tako nekako je naravnan naš sistem. Ne. In pol, seveda, je to velika cokla in za razvoj, in za nabave stvari in konec koncev za odnose, ker so skozi vsi sfrustrirani in tako je zelo težko delati in tako je tudi zelo težko živeti. To je problem. In dokler bo tak način financiranja, kot je zdaj, ne bo nobenih izboljšav. Pa lahko prepovejo delo popoldne, pa lahko ne vem kakšne zapovedi vse, ampak ne bojo se stvari izboljšale. Vi želite iti v korak s stroko, delati najboljše za paciente, pa na drugi strani ne morete, ker ne dobite opreme, pa dobiš ker nimate poleno v glavo. Tako nekako. Ne samo pod noge, ne? Ne. Ste potem vi tisti krivec in usovraženi za vse, čeprav se zauzemate samo zato, da bi bil sistem boljši. Zdaj se bližajo seveda volitve, bomo videli, ali bodo kakšne spremembe, ampak kaj bi bilo treba po vašem takoj narediti, torej zarezati v ta sistem financiranja, to spreobrniti, da bi lahko rešili tudi maksilofacialno kirurgijo? To potem pa še ena stvar je, ne? Pa to sem jaz že prej, ker jaz sem res fan javnega zdravstva. Javno zdravstvo je sigurno ena od najboljših pridobitev 20. stoletja. To, da si ti lahko relativno brezskrben, da veš, da boš dobil oskrbo na račun zavarovanja, ki ga vplačuješ in da ti ni treba skrbeti, da boš zaradi tega bankrotiral, tako kot je recimo v Ameriki, ker je to čisto neurejeno. Ne? To je krasno. Ne? Ampak mora biti pa tako javno zdravstvo seveda učinkovito. In ker po drugi strani, če pomeni javno zdravstvo to, da moraš ti, ne vem, če te imaš težave s kolenom, pa moraš pa 5 let čakati, da dobiš, da greš na artroskopijo, no, karikiram, ne vem, koliko je za čakati, ampak več let sigurno, pa to nekako ni v redu. In še ena stvar je, to, kar se pri nas zdaj vsi trkajo po prsih, kako so dosegli, da sta popolnoma ločena javno pa zasebno zdravstvo. To je po moje popolna neumnost. Ti moraš imeti, če se ve, koliko je zavarovalnica plačana dati za recimo operacijo čeljustnega sklepa ali pa operacijo kolena. Pol je vsem, kam ti greš. Ali greš v državno bolnico, ali greš v zasebniku, ali kamorkoli greš, bo to naredil, zavarovalnica bi morala pa plačati in bi se na ta način lahko povezala javno in zasebno zdravstvo in ne bi bilo tega praktično zdaj, če si zasebnik, si skoraj že persona non grata v naši državi. To je vojna, obstaja vojna. Kaj da bi bilo s tem nekaj hudo narobe. In v državah Zahodne Evrope je tako, kot sem povedal. Ti greš k zasebniku, plačaš, dobiš račun in ga neseš na zavarovalnico in dobiš denar nazaj. In zanimivo,
za razne posege, za kjer so predolge čakalne vrste, greš ti lahko na Hrvaško, pa greš zasebniku na Hrvaško, pa dobiš od njega račun, pa priješ na ZZZS, pa ti ZZZS denar povrne. Zakaj? Zaradi tega, ker to čezmejno poslovanje to urejajo zakoni EU, ki se pa ne vtikajo v poslovanje posamezne države. In zato imaš pri nas ta absurd, da lahko greš na Hrvaško, in tudi nekateri slovenski zdravniki so zaradi tega odprli ambulante ali pa zobozdravniki na Hrvaškem, pridejo pacienti tja, plačajo in potem v povratku dobijo od ZZZS denar nazaj. To je absurd, o katerem sem jaz tudi že večkrat pisala, predvsem na ortodonskem področju je zelo prisoten. Ampak povejte, a obstaja zdaj kakršnakoli rešitev za maksilofacialno kirurgijo, da bi se... Napovedovalo se je, tudi vi sami ste opozarjali na to, da utegne odhod teh kirurgov povzročiti, teh zadnjih kirurgov, seveda, ki so odšli izkušeni, povzročiti kolaps oddelka. Kakšne so zdaj te vaše informacije? Kako blizu smo mi kolapsu tega oddelka? Mislim, da prav kolapsa oddelka ne bo, a ne? Se je pa seveda zožil volumen operacij, ki jih lahko naredijo. Tle pa, to je pa nesporno. A ne? Imate vi kakšne podatke, koliko so se mogoče čakalne dobe podaljšale? Rekli ste samo to, da vas dnevno kličejo pacienti ali pa tedensko. Tega podatka pa res nimam. Ne? Ampak... Koliko se je pa v vašem času delalo na maksilofacialni kirurgiji? Koliko posegov se je, ne vem, enem tednu naredilo? Koliko je bil se pravi, v ponedeljkih pa ob sredah smo imeli mešane programe, se pravi, so bili ortognatska, sklepi, poškodbe, ob torkih je bila vedno onkološka kirurgija, cel dan. Ob četrtkih je dr. Andreja Eberlinc delala otroke s hize, se pravi te razcepe, zajčje ustnice, volčje žrela po domač to. In ob petkih je bila tudi ortognatska kirurgija, pa še kakšni dodatki. S tem, da ob sredah je bil dvojni program, se je delal v dveh operacijskih, to, kar sem vam prej razlagal, da smo imeli dve, ampak ta druga je samo enkrat na teden delala. Ne? In čeprav smo mi prosili, da bi večkrat, da bi lahko več delali, se ni dal. Kako pa je zdaj z razvojem te stroke za naprej? Kdo izobražuje mlad kader? Zdaj verjetno, vi ste imeli na oddelku tudi specializante, sklepam, so se učili. Kdo predaja zdaj znanje mladim? Če teh najbolj izkušenih ni več? Ja, to bo pa problem. V bistvu, se pravim, ne vem, kako bo zdaj s tem, res ne vem. Pa ste na RSK, na razširjenem strokovnem kolegiju, o tem kaj razpravlja? Seveda, in to tudi poslali na ministrstvo. Tle vam pa res ne znam odgovoriti. Ker to so praktične veščine, ne? Ti se tega priučiš, ti gledaš kirurga, ki zna in se... Seveda, in ob njem delaš, najprej ob njem delaš, mu pomagaš, potem ti on pusti delati, pa ti delaš, ko si mlajši, pa ti on malo, ne, to moraš tako. To je pač tako, kot vsaka stvar, ki je nekako rokodelska, se to moraš priučiti, ne, ja. In če nimaš dosti učiteljev, je to pač velik korak nazaj. Ne? S tem, da mi še vsi, te, ki smo šli, vsi poučujemo na raznih tečajih v tujini, recimo še vedno. Ne? Zdaj za gospoda Dovška, ne vem, on še tudi predava na medicinski fakulteti, ali ne? Mislim, da je član katedre za maksilofacialno kirurgijo. Bil je, predaval sem tudi jaz. Jaz sicer nisem bil več zaposlen, bil sem pa docent in sem volontersko predaval 6-7 na let študentom sklep. Potem seveda specializante smo izobraževali, pa razne tečaje smo prirejali. Te tečaji so še vedno, ampak predavamo pa ne več. In tudi specializantov, zdaj ne bomo, specializante imaš ti, če si na kliniki, ne, ker tam krožijo, ne, ker se pravi, specializanti iz traumatologije, recimo, pridajo potem za 2 meseca ali ne vem za koliko k nam na maksilofacialno, pa jih
pa jih učimo, da malo tudi naše področje znajo. Sploh pa specializanti, ki so pa za maksilofacialno namenjeni, ne, so pa 2 leti, ne, saj na oddelku, da se res dobro naučijo. In če je seveda pomanjkanje učiteljev, ne, je to zelo škripajoče. Zdaj jih je 6, ne, od tega sta 2, ne, se pravi profesor Ihanova pa docent Kanski docent Kanski je imel že januarja pogoje za penzijo, profesor Ihanova jih bo imela pa mislim, da drug let. Kaj potem midva zdaj govoriva lahko o zatonu stroke? Ja, ne zgleda najboljš. 70 let razvoja te stroke, ne? Ne zgleda najboljš. Ni nobenega upanja, česarkoli. Kako ste zdaj vi ste imeli neke sestanke na Ministrstvu za zdravje, maksilofacialni kirurgi so imeli neke pogoje, da bi ostali, tako. Kaj so bili pogoji tako zahtevni, da je bilo nemogoče? Prvi pogoj je bil, ker tle na oddelku, ta oddelek, se pravi, cela ta hiša, ki je stomatološka klinika noter, kjer je tudi klinični oddelek za maksilofacialno kirurgijo, je bila zgrajena z udarniškim delom enkrat v 50-ih. To niti ni potresno varna stavba, to je resno že tako malo razpadano, po domač povedan. In pol nam je bilo, ne nam, mislim, jaz sem takrat že šel, ampak Dovšek mi je pravil, da jim je bil ponujeno eno nadstropje na novi ORL kliniki, ki je v bistvu prazno, ali če sem prav razumel, in da bi se tja preselili in da bi bile tam tudi operacijske, ampak potem smo mi rekli, ja, to bi pa vzeli, ne, se v bistvu tega ni. Ne? Pa smo vsi slišali, da so nam to ponudili. Ne? Tako da... Kakšne pa so bile te zahteve maksilofacialnih kirurgov, da jih ni bilo moč uslišati strani predstavnikov Ministrstva za zdravje? Ja, se pravi, eno je bilo to, da bi bili novi prostori, ne, ker v tej operacijski, ki se zdaj dela, ne, kaj se je zgodilo lani, da so... Je strop padel ali kaj? Ne padel. Najprej so bile neke spore. Ne? Se pravi, ker se jemlje se vzorce operacijski in se je ugotovilo, da je nekaj inficiran. In pa so šli iskati, odkje bi lahko bile spore in so šli na podstreho, k sreč, ker so potem ugotovili, da so bile te težke aparature prišraufane gor v ene tramove, ki so pa med tem ratali že gnili in bi lahko vse skupaj tudi dol padali. In so potem morali ven iz operacijske in se je tisti sanirali, ne vem koliko, ne pol leta. Ampak, veste, in to so zgodbe, s katerimi se tudi zdravniki potem ukvarjate, ali kaj s takimi zadevami, gradbenimi oziroma... Mislim, ukvarjati se moraš v tem, ker potem se v prostoru ne da operirati in potem so vozili paciente vsak dan, ker iz naše klinike tudi ni podzemnega hodnika, so jih morali z rešilcem vozariti na operacije na ORL, pa pol z rešilcem nazaj. In to ti vzame ogromen čas in ogromen ene logistike in ljudi, mislim, pa je to transport, ki bi šel v drugo bolnico, ne, se vse zatika, ne moreš toliko stvari narediti zaradi tega. No, ampak da se vrnemo k tem zahtevam kirurgov, neke so bile tudi, rečemo, samo administrativne, oni so hoteli samo nek naziv še pridobiti, pa tudi to se je dalo zmeniti. Šlo je za to, da ne bi morali si pridobiti nazive svetnik ali pa višji svetnik. Zdaj te nazivi svetnik, pa to so nazivi, ki so jih začeli podeljevati, če ti, tako kot da imaš nek zaslužen naziv, ki ti nekaj tudi doprinese. Ne? Ampak zdaj, če si pa ti že itak profesor ali pa docent ali pa primarij, ne? Ali pa imaš dvojno specializacijo, ne? Pol je pridobivanje tega naziva svetnik malo brez veze. In mi smo rekli, mi se namo še teh nazivov pridobivali. Te nazivi bi namreč verjetno omogočili, da vi lahko delate še vedno tudi v javnem zdravstvu. Tako, da iz zasebne ambulante prideš delati v javno zdravstvo. Ne?
In jaz sem takrat še mislil, pa se jaz bi pa prišel en dan ali pa dva, pa bi operiral sklep, pa to, ampak pol po teh, vam povem, po teh 2 sestankih, ki smo jih imeli na ministrstvu, sem jaz rekel, a tiska sem pa jaz rekel, da bi prišel za 2 dni nazaj, pa ne bi, hvala, me ne zanima. Pa je bil tak odnos, kaj ignorantski, kakšen odnos? Odnos tak, da smo mi na pol kriminalci, ki si nekaj izmišljujemo, no, približno tak odnos. Tak občutek ste dobili? Ja. Ja, tako je. Žalostno. Povejte mi zdaj, kaj svetujete, ne vem, tistim, ki prihajajo, če bo drugačna politika, kaj narediti, da bi rešili ta zaton te stroke? Ja. Sigurno bi se z nekim malo bolj mehkim pristopom, pa z nekim konstruktivnim bolj pristopom dal marsikaj postaviti nazaj, da bi prišli nekateri delno delati nazaj na oddelek. Vi te kolege poznate dobro, delali ste z njimi, a bi se jih dalo sploh še prepričati, da pridejo po vseh teh izkušnjah? Nekatere nekatere pa verjetno ne vem. Se je tudi odvisno, ker če bo druga politika, bo tudi drugo vodstvo kliničnega, tako da mogoče, da se bo pol kaj dal zmeniti. Ne vem, lejte, to so samo špekulacije. Še enkrat pa poudarjam, mi smo imeli, jaz recimo, če bi mene 5 let nazaj kdo vprašal, boš ti kdaj pustil službo v kliničnem centru, bi ga debel pogledal. Jaz sem rad delal v kliničnem centru. Se vi ste rekel, da boste do upokojitve ostali tam? Jaz sem mislil, da bom seveda do upokojitve ostal. To smo vsi mislili. In zdaj se je pa tako obrnil, pač, kot se je. To je žalosten, ja. Podžgala je vse skupaj, samo še tudi ta novela zakona o zdravstveni dejavnosti. To pa sigurno. Veste, kaj me je mogoče malo zmotilo? Na Ministrstvu za zdravje je zadnji zapisnik tega vašega razširjenega strokovnega kolegija objavljen pred letom dni. In pa sem se vprašala, kaj sploh nimate nobenih sestankov na RSK-ja, ali te zapisniki, kako je to možno? Se to niste vi edini, ki me je vprašal. Ne, mi smo... imeli smo 3 sestanke v letu 2025, 2 smo imeli aprila in od enega mislim, da v teh je objavljeno na Ministrstvu za zdravje, pa smo imeli pa 22. oktobra. To je bil pa tisti inkriminiran zapisnik, ki je potem prcurljal ven v medije, a ne? In tega nikoli niso objavili na straneh Ministrstva za zdravje. Ne vem zakaj. Mislim, ker tam pišemo, ne, da zdaj pa ne bo v redu, da kaj predlagajo, da naredimo. To je ta zapisnik, ki smo ga mi na Info 360 objavili, ki sem iskala te stvari. Kaj mislijo zdaj narediti? Kako se bomo borili proti temu, da bi ljudje da ljudje ne bojo dali odpovedi? Ne? In s tistim je bilo takrat smo to poslali na Ministrstvo za zdravje, na vodstvo UKC pa na zbornico. Odgovorili so edini zbornice. Takoj, oni so pa začeli odgovarjati šele potem, ko je to prcurljalo javnost. Pol je pa kar naenkrat začelo vse zanimati. Prej pa nikogar. Kljub tudi toliko let opozorili prej. Kdaj ste imeli torej zdaj zadnji sestanek? Zadnjega smo imeli pa predvčerajšnjem. In dajte mi malo povedati, kaj je bilo na tem sestanku, vse dobro zapisnika, potreba še ni pa vendar. Na tem sestanku smo poklicali nekaj kolegov iz oddelka, da so poročali o stanju, ki pač ni dobro, je še vedno znosno, ampak dobro pa ni. A ne? Pa v bistvu je bila zdaj tudi na vrsti menjava vodstva, zdaj jaz nisem več predsednik, je dr. Dovšak predsednik, ker se mi je 4-letni mandat potekel. Aha, to je od predvčerajšnjem. To je od predvčerajšnjem, ja. Drugače smo pa pač glavne debate in glavni ugotavljanja so bila pač okoli tega stanja, ki je zdaj. Ampak kako pa naprej?
pa ne vemo, vsi smo rekli, dajmo zdaj počakati, ker zdaj karkoli je brez veze, počakati moramo, da bojo volitve, da se zdaj nova ravnoteže in odnosi vzpostavijo, pa bomo pa videli, če se da kaj narediti. Samo vmes bo pa za katerega pacienta žal prepozno, to moramo povedati, ne, in poudariti mogoče. Ja, veste, mi smo včasih govorili o tako imenovanem delu na etični pogon. Ne? In mi smo imeli malo tega dela na etični pogon, po 30 letih imaš tega malo dovolj. No. Pa v eni točki vidiš, da ne gre več in poskušaš nekako drugače. Ja. Jaz res nično upam, da ta naša maksilofacialna kirurgija ne bo omagala, da ne bojo tako slabe razmere se morda še poslabšvale, tako da, gospod Vesnaver, najlepša hvala, ker ste se udeležili tega pogovora in nam raztrli majčken ozadja in problematiko. Drage gledalke in gledalci, vam pa nasvidenje do prihodnjič.